Veliko veselje mi je in čast pozdraviti v naši sredi predstavnike sindikatov, podpisnikov te kolektivne pogodbe in tudi gospoda Ploštajnerja, vodjo pogajalske skupine delodajalcev. Na žalost se danes nista mogla tega podpisa udeležiti predsednika delodajalskih organizacij, to je gospod Franci Bratkovič iz Združenja delodajalcev sekcije za kovine in gospod Valter Leban, predsednik upravnega odbora Zbornice elektronske elektroindustrije, tako da bodo njuni podpisi, oziroma gospod Leban je to naredil včeraj, sledili. Kakorkoli, danes je, bom rekel, dan, ko potrjujemo enoletno delo, to je, če smem tako reči, tretja pogodba v seriji kovinske elektroindustrije, kovinskih materialov in s tem smo pravzaprav zaokrožili ta pogajalski krog, o čemer bomo spregovorili po podpisu. Torej, sama pogajanja so trajala pravzaprav od leta 2013, ko smo prvič izmenjali predloge, ena in druga stran. Začeli smo nekje koncem januarja 2014 in zaključili pred dobrim skorajda koliko 3 tedni. Spremenili smo oziroma dopolnili 29 členov in izpogajali tudi tarifno prilogo, kar je tudi pomembno. In ocena na naši strani je, da so bila pogajanja koristna, da smo uspeli nekatere stvari skupaj torej v nekaterih določbah kolektivne pogodbe najti skupen jezik, stvari izboljšati v dejansko obojestransko korist. Jaz bi prepustil besedo preostalim udeležencem, kar zadeva elektroindustrijo, mogoče še, kot veste, to je ena najmočnejših izvoznih panog z približno 30.000 direktno zaposlenimi in seveda verigami vrednosti, ki so vsaj še tam od 1,5 do 2-krat širše, pomeni, da vplivajo na velik del slovenskega gospodarstva. To je panoga, ki ustvari milijardo dodane vrednosti, skoraj 3 milijarde izvoza in dejansko pomeni eno najbolj inovativnih industrij v Sloveniji. Želimo si, da bi ta industrija v Sloveniji tudi ostala in investirala in seveda zaposlovala. Tudi strani sindikatov seveda najprej zahvala vodjem pogajalskih skupin in pa pogajalskim skupinam kot takim za potrpežljivost in za uspeh v pogajanjih. Ne glede na to, kako na koncu izgledajo rezultati, so pogajanja težek proces, tudi v teh pogajanjih je prihajalo do prekinitev, zaostrovanj, pa vendarle na koncu do kompromisa. Širše gledano v kontekstu dogajanja v Sloveniji seveda pomembno, da se kolektivne pogodbe še sklepajo. Kot je povedal gospod Renko, je to tretja v dejavnostih, ki jih pokriva tudi sindikat kovinske elektroindustrije. Podpisane so bile s približno mesečnim zamikom in če upoštevamo, da prihaja do precejšnjih odpovedovanj kolektivnih pogodb dejavnosti, da se praktično pogajanja povsod drugje zatikajo in da ni zaznati kakšnega dviga plač po kolektivnih pogodbah, je z vidika, jaz mislim, da obeh pogajalskih strani pravzaprav doseženo uspeh. Za kolektivno pogodbo za elektroindustrijo velja povedati, da ima razširjeno veljavnost, to se pravi, da določbe te kolektivne pogodbe veljajo za vse zaposlene pri delodajalcih v elektroindustriji, ne glede na članstvo v sindikatu. Tisto, kar bi pa sama posebej izpostavila morda kot pozitivni premik v kolektivni pogodbi za elektroindustrijo, pa je zagotovo ponovna uvedba pripravništva. To smo pravzaprav dogovorili tudi v ostalih dveh kolektivnih pogodbah, področje, ki zagotavlja mlajšim lažji vstop na trg dela, ki do zdaj ni bilo urejeno.
Drugo, kar bi veljalo povedati z naše strani, seveda pa je zagotovo dogovorjen dvig najnižjih osnovnih plač za 2% s 1.6. letošnjega leta in pa dvig regresa za letni dopust na znesek 840 evrov. Pomembno je tudi, da se nekatere določbe, ki so bile predmet pogajanj, niso spremenile, vsaj strani zaposlenih, recimo poseg v najnižjo osnovno plačo oziroma zniževanje dodatka za minulo delo, to ostaja v določilih enako, kot je bilo v prejšnji kolektivni pogodbi. Skratka, mislim, da so obe strani, tako sindikati kot delodajalci, pokazali eno veliko stopnjo razumevanja ali pa socialnega dialoga, če temu tako rečem. Jaz bi poudarila, da so to prva pogajanja vsaj v zadnjih 15 letih, ki so minila brez grožnje stavke na strani sindikatov in tudi na drugi strani brez grožnje, da bodo pogajanja zapustili. Kot je že kolegica povedala, mislim, da kaj bistvenega ni za dodati. Mislim pa, da že pri zadnjem podpisu je bila ena od mojih izjav, da je ta pogajanja v tej panogi oziroma v kompletni pa drugih dveh panogah, kjer smo se pogajali, da naj bi bil to vzor socialnega dogovarjanja in socialnega dialoga, glede na to, da vemo, da, kot je kolegica Lidija že povedala, da se pogodbe odpovedujejo, da se tam, kjer se pogajajo, stvari zaostrujejo, da so grožne, da je pa tukaj bil le en dialog dosežen, vsak podpis, vsak sporazum je dogovor dveh oziroma lahko tudi treh partnerjev, kar pa pomeni, da je vsak od teh partnerjev dal svoj doprinos oziroma se je določenim stvarem tudi znal odreči. In dejansko tudi sam pozdravljam in z tega mesta tudi, tako kot sem že rekel, za ohranitev socialnega dialoga, poziv tudi drugim, da enako kot v teh treh panogah nadaljujejo, tako da ohranimo Slovenijo kot socialno državo in z glavnim ciljem socialnega dialoga še naprej. Hvala. Veliko večino mojih besed so tudi že povzeli moje trije predhodniki, tako da na tem mestu bi tudi jaz še enkrat kljub vsemu poudaril to veliko mero in stopnjo socialnega dialoga, ki je bila izražena v tem pogajanju. In tako kot je že Drago povedal, naj bo to za zgled tudi vsem ostalim. Da tam, kjer je volja, tam, kjer je znanje, je lahko seveda tudi zelo blizu tudi cilj. Hvala. Zelo smo veseli, da so ta pogajanja prišla do konca in da je rezultat tako v redu, kot je sklenitev kolektivne pogodbe. Kolektivna pogajanja so izrednega pomena med odnosi med delodajalci in sindikati. In kolektivne pogodbe so to, kar bi morali tudi v prihodnje zasledovati. Nikoli ne gre vse tako, kot si mogoče na začetku posamezne stranke predstavljajo, ampak končni rezultat je vedno v korist obeh strani. Se pravi, tako v korist delodajalcev, kot tudi v korist delavcev. In tega se moramo zavedati. Tudi v teh pogajanjih je bilo tako. Na eni strani so delodajalci pridobili mnogo njim pomembnih instrumentov delovnega razmerja, recimo fleksibilnost, o kateri smo že veliko slišali od sprejetja zakona o delovnih razmerjih naprej. Na drugi strani pa tudi sindikati, uspeli smo pridobiti, se pravi, dvig plač, povišan znesek regresa, ponovno uvedbo pripravništva, kar je izredno pomembno, se pravi, z vidika vseživljenjskega učenja, z vidika izmenjava znanj, izkušenj med zaposlenimi, z vidika medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, tako da to je izjemnega pomena. Potem odpravnine ob upokojitvi, konkretne določene solidarnostne pomoči in tako naprej. Se pravi,
Obe stranki sta ogromno pridobili s to kolektivno pogodbo in kljub temu, da je vmes mogoče včasih kakšna iskrica tudi preskočila, mislim, da je smiselno in pametno, da se pogajanja ne samo v tej panogi, ampak povsod izpeljejo do konca in na tak način doseže nek napredek pri razvoju sindikalizma in pa delodajalskih organizacij. Zdaj, moji predhodniki so že kar precej povedali glede samih pogajanj, glede same vsebine sprememb. Da mogoče, kar bi jaz želel poudariti, bi mogoče dve stvari. Cilj delodajalske strani nikakor ni bilo zmanjševanje pravic zaposlenih. Cilj delodajalske strani je bil predvsem urediti kolektivno pogodbo v skladu z spremenjeno delovnopravno zakonodajo, se pravi urediti v kolektivni pogodbi tiste vsebine, ki jih je zakon ali na novo ali pa drugače urejal. Zdaj, zavedamo se, da je elektroindustrija zelo pomembna panoga v Sloveniji, mislim, da lahko rečem čisto mirno, ena najpomembnejših, predvsem na področju izvoza in pa na področju tudi zaposlovanja. Zato se tudi na delodajalski strani zavedamo, da je nek dialog znotraj panoge zelo pomemben, da nobene vsiljene rešitve ne prinašajo dobrih rezultatov oziroma nekega uspeha na koncu, ampak da je bistveno, da nek socialni dialog med sindikati in pa med delodajalsko stranjo poteka in da se iščejo neke skupne optimalne rešitve, ki so pa sprejemljive za obe strani. Zato je bilo res, tako kot je bilo rečeno, pogajanja so bila kar dolga, lahko rečem, da tudi v marsikerem obdobju tudi naporna. Ampak, kot je že bilo omenjeno, mislim, da smo z rezultatom, z tem dodatkom številka 10, lahko z vsebino tega dodatka lahko na koncu zadovoljni vsi.